domobranskega pesništva, ampak o vseh tistih, ki so se znašli na drugi strani. Na drugi strani pravzaprav česa. Če pogledamo danes arhiv, iz katerega ste v veliki meri črpali, je zapisano, da je to arhiv v Arhivu Republike Slovenije pod naslovom, ki se glasi Nasprotniki narodno-osvobodilnega boja. Pravzaprav, ko prebiramo že samo prvo uvodno poglavje, ki je posvečeno domu in domovini v vaši antologiji, se vidi, da so se pravzaprav tudi ti pesniki upirali na nek način svojo poezijo, svojo mislijo okupatorju, agresorju, ki je zasedel naše ozemlje, in da so prav tako bili nek glas naroda. Torej, niso bili samo nasprotniki narodno-osvobodilnega boja, ampak nikakor ne veliki domoljubi. Veliki pesniki, ki so želeli poudariti lepoto svoje domovine, pomen svojega doma, in zato me zanima, kako ste iskali pravzaprav podnaslov te zbirke, da ji ne bi nadeli že s podnaslovom na nek način te zožitve na domobransko liriko. Hvala lepo za besedo. Hvala lepo vsem, ki ste prišli v takem deževnem dnevu, še posebej je to hvale vredno, da ste se tako potrudili. Predvsem sem hvaležna vsem, ki ste danes tukaj, da bomo skupaj počastili te ljudi brez križa in imena še danes. Namreč, ves čas, odkar se posvečam, ne bom rekla ukvarjam, ker se mi to zdi preveč huda, trda beseda, ampak ki se posvečamo in posvečam temu pesništvu, pesnjenju, bolj precizno govorjeno, sem želela imeti in imam pred seboj celoto. Ne glede na to, na kateri strani reke, predvsem tukaj se sklicujem na antologijo, drobno antologijo Most, v kateri to moje početje nekako dešifriram kot most, ki povezuje dva bregova reke, ki je drla spodaj pod tem mostom deročeno, obe strani krvavo, marsikdaj in tako naprej. No, da pridem nazaj k naslovu. In zmeraj sem se trudila, da bi ko sem se pogovarjala in z ljudmi in pisala tudi, da bi čim manj boleče karakterizirala problematiko, pa vendar strokovno ustrezno in etično pošteno, tako nekako. Zato sem že od začetka, ko sem se kdaj pogovarjala, pa tudi sam pri sebi, te ljudi na drugi strani, pa imenovala pač na drugi strani. Jaz trenutno pa še zmeraj, čeprav smo tuhtali, da bi našli bolj konkreten termin, ga ne najdem, zaenkrat ga še ne najdemo. Zato, ker gre za drugo stran, kako bi rekla, pojavnosti v organizaciji Osvobodilne fronte, v kateri smo bili večina tukajšnjih, moja generacija vsekakor, nekako pod vtisom, da je to bila edina možna varianta, ki se je takrat pojavila, da bi bil ta odpor proti okupatorju čim bolj ustrezen. Že ko smo zbirali, ampak govorila bom raje v svojem imenu, ko sem se srečevala z neštetimi ljudmi, ne vem koliko jih je bilo, ne bom jih nikoli mogla prešteti, pesmi, ki sem izbrala v ta namen na prvi strani, to se pravi v organizaciji projekta Borisa Paternuja, ki je s tem projektom začel 1970, 72. je uradno prijavil in je potem zbral četo študentov, študentk, ki so v okviru tega projekta zbirali to gradivo in mene naprosil, natančno vem, kdaj in kje, tudi zapisano je, da bi bila nekakšna njegova desna roka. In to sem zelo resno vzela do konca, dokler
je bil pač pripravljen držati ob sebi, do konca namreč ne. Smo se srečevali s temi ljudmi, ki so nekateri upali, nekateri pa niso upali povedati, da pa niso bili včlanjeni v Osvobodilno fronto. Namreč, ker vsaka pesem je imela v njegovem projektu popisni list in tam je bilo natančno, so bile potrebne klavzule in med drugim je bilo tudi vprašanje, ste bili član OF-a ali ne. In marsikateri je pošteno rekel, ne, nisem bila in tako naprej. Nekateri pa danes vem, sem prepričana, da so to rekli v strahu, da bo kaj narobe, če bi povedali, da pa niso bili. Tako je bila pač situacija, mislim, nič ne obsojamo, samo dokumentiram, samo dejstvo izražam, nič drugega, lepo prosim. In še danes sem prepričana, oziroma vedno bolj sem prepričana, če bi šli danes skozi to kompletno, to njegovo gradivo, vsega skupaj je bilo zbranih okrog 12,000, jaz sama sem okrog 3,000, ne vem koliko, no vsekakor toliko pa še kaj več. Bi se najbrž pod tem vidikom ta del, ki je na drugi strani precej okrepil. Bi se okrepil. Po čem to sklepam? Po tem, da je kar nekaj avtorjev, ki se pojavljajo na obeh straneh. To me moram priznati, to me je najbolj veselilo. Zakaj me je to razveselilo? Zato, ker je to odraz realnega življenja. Realno življenje je bilo tako. Na začetku so se pač upali ali pa bili povabljeni, ali so pa sami se tako čutili. Ni rečeno, da so bile objavljene pesmi, najde, da so v arhivih, v zapuščini te glasil. Nekatera gleda, če boste vzeli knjigo v roke, jih boste prepoznali, tako kot sem jih jaz. Mogoče bo kdo drug še katero imel, ki ga jaz ne poznam. Veliko jih je pa najbrž tudi pod psevdonimom objavilo, oziroma prišlo do mene, do zbiralke. Žal ni tukaj kolegice, ki mi je pri tem veliko pomagala, Zdenko Primožič, da je tako na začetku omenil, ker brez nje, brez nekako njene podpore, tudi potrpežljivosti pa garaštva, ne bi bila ta knjiga, vendar je tako obsežna, pa temeljito urejena, na koncu seveda pa tudi po zaslugi urednic pri Slovenski matici, kot vendar ne je, in sem na to ponosna in hvaležna vsem, ki ste pri tem sodelovali. Skratka, zaenkrat ne najdem bolj ustreznega in najmanj bolečega imena kot na drugi strani. Pravim kot v skladu s to mojo simboliko mosta. Hvala lepa za to utemeljitev. V uvodnem vprašanju sem seveda izpostavila neko točko, temo, ki je bila za te avtorje zelo pomembna in ki ste jo pravzaprav tudi vi pri razvrščanju posamezna poglavja postavili na prvo mesto. To je dom, domovina, čaščenje doma. Dovolite, da morda preberem prvo pesem, ki ste jo postavili v zbirki. Avtorica Vida Rudolf oziroma s psevdonimom Stana Vinšek. Dom. Kaj je dom, moj dragi, ti ne veš? Dom je kraj, ki vedno nate čaka. Dom je kraj, ki ve, kaj rad storiš. Kraj, kjer ublaži bolest se vsaka. Kraj, kjer vse pozabiš in zaspiš. Dom te žalostnega potolaži, bolnega in bednega ozdravi. Dom je buden, vedno je na straži, ne izdate, če izdaš ga ti. Dom je kraj, ki vsemu zlo kljubuje. Radost in veselje podvoji, kraj, ki te nikdar ne izprašuje, le razumete in razvedri. Prvo ti in zadnje je zavetje. Dom ti v vihri varen je pristan, je skrivnostno tajno razodetje. Cvet je zlat, ki krije noč in dan. Dom tujini ti je hrepenenje. Dom doma je večen vir moči.
je najlepše, kar ti da življenje. Sveta zvezda, ki v temah blešči. In poleg doma seveda še domovina, tista, bi rekla, zemlja, na kateri ta dom raste, se gradi. Neznani avtor je zapisal takole: domovini. O domovina, zibelka moja draga, očetov mojih zemlja mila, bila si lepa kakor dih nebeški, ko da so nate se spustila so čuda božjih rok. Bila si sveta kakor spev deviški, bila si srečna kakor smeh dekliški, bila ljubezen svojih si otrok. In zdaj, kako naj izpovem grenkost ustavljeni besedo, ko gledam tvojo bolečino, tvojo bedo. Domovina, ti nisi več lepotni vrt, samo en velik grob si zdaj. En grob strašan, kjer čakajo sinovi, hčere tvoje po mučeništva težki borbi vstajenja dan. Kje so domovi tvoji bili, kjer nageljčki razkošno so cveteli, ni jih več. Požgano vse. Odimljeno zidovje strmi v nebu, strah, groza, molk na svetem kraju, kjer je bilo nekoč tako lepo. Kje so zdaj matere, očetje, otroci, smehljajoči se na bregu, kje fantje, kje dekleta zorna? Če niso v grobu, so na begu. Domovina, izginila je sreča s tvojih lic, ti vsa si ena, sama grenka solza, ti vsa en sam obupan klic. Brez boštva hidra, rdeči zmaj v peklo spremenil je tvoj zemski raj. In vendar tudi v stiski tej obupati ne smemo. Marija bo rešila dom, bo zmagala, to vemo. Brez boštvo boj na črti cilj. Bogu in narodu zvestoma zaupamo. Vstajenja dan bo prisijal iz smrti, ruševin in groba. Na eni strani cankarjansko izenačevanje lepote Slovenije oziroma slovenske zemlje, domovine slovenske z božjim delom, božjim rajem, pod Triglavom. Na drugi strani pa seveda že v tem prvem poglavju se pokaže bolečina, izredno strtost, spričo spoznanja, da je ta bitka na slovenskih tleh, v tem raju pod Triglavom, prerasla zgolj samo odpor proti okupatorju, ampak je seveda postala tudi strah pred rdečim zmajem, kot piše neznani avtor. Kaj vi v tej svoji, ko ste razporejali gradivo, na kak način ste poskušali ti pesmi vendarle povezati v celoto znotraj samih poglavij in kako vi doživljate to navezanost na dom, domovino, ki jo danes tako zelo pozabljamo, ta klic po tem, da moramo ohraniti svoje korenine, domove naših dedov, kar je bilo zelo prisotno še v tej poeziji. Ja, jaz sem, moj koncept pri urejanju teh pesmi je bil, da je cela antologija, cela knjiga ena sama pesem. Zato sem skušala, zato sem za vsako pesem, vem, zakaj sem jo kam postavila, vem, zakaj sem jo izbrala, čeprav ko sem to počela 3-krat, 4-krat, nisem bila več tako sigurna, da je tako prav, kot sem storila. In tudi zdaj, ko berem, se zgrožim, a to je tukaj, to bi moralo biti nekje drugje. Ampak vendar, ves čas je bilo to pred očmi,
da bi to bila vendar neka ubrana celota. To je bil en najpomembnejši kriterij. Enako pomemben je bil, ne moram reči, kateri je najpomembnejši, je bil upoštevanje zgodovinskih dejstev. To se pravi, nisem smela izločiti tudi take tematike, kot je bila v tej pesmi, konkretno, eksplicitno navedena. Nisem smela. Zato, da je poštena do vseh tistih izrazov, ne samo tega pesnika, ampak ljudi, ki jih ta pesem zastopa. Zato je med drugim tudi iz strani pesniki Slavita Mihajlovića, ki jih slavita Beograda, skratka nekdanjo kraljevino Jugoslavijo. Kar se pa tiče, na prvo mesto pa seveda domovina, domovina, ker je to edina trdna točka, ki jo vsak ima, če jo ima, seveda, tudi to je vprašanje, ampak vendar. Dom je nekaj varnega, zatočišče, kam se človek zateka, če vse drugod narobe upa, da bo doma dobil, mislim. Govorim seveda z upoštevanjem vendar relativnosti, pa vendar. In drugo poglavje je potem tisto, ko pa je ta dom, noče več propade, ampak ali pa tudi, ko ga morajo zapustiti, ali pa so sami odločili za to, da si rešujejo življenje, izgnanci, begunci. Tukaj bi omenila recimo Xaverja Meška, ko je ena pesem se prav zadovoljna, da je prav pripisana, da je na Palah nastala, tam, kjer so potem bile umorjene, ne vem koliko redovnice, ko so jih ustaši potokli, oziroma srbski četniki, se opravičujem, četniki, in so utonile, ko so skočile skozi okno, stisnile samostalno, da bi rešile svoje čas in tako naprej. In on je bil takrat njihov duhovni, ne bolje, kako se reče, duhovni spremljevalec. In potem je šel v drugem razdelku, moram tudi to povedati, kakšen avtor se pojavi na več mestih ravno zato, da v skladu s tem mojim konceptom, to ni avtorska antologija, da bi bilo vse pesmi enega avtorja na enem mestu, ampak se utegne zgodi, da se pojavi še prej, prav zato, da bi vendarle se vsa motivika, vsa pestrost motivike bila čim bolj prikazana. In zato, ker sem to šla najmanj 4-krat skozi to gradivo, se je tudi kvaliteta teh pesmi sicer višala, estetsko gledano, žal je pa kakšna bolj nabogljena, oziroma avtori, tisti nabogljeni avtori so prikrajšani za udeležbo v tej, kar je mene kot etnologinja seveda me boli, ker jaz zmeraj pripadam plebejcem, če že hočete. Jaz tukaj ne pripadam še v svoje, pa zmeraj zastopam tiste, ki niso imenovani kot etnologinje seveda. In na to marsikdaj boli kot literarno zgodovinarko, ker tukaj sem prikrajšana po nekaj estetike užitke, ki jih drugi doživljajo pri raziskavi takega gradiva. No, to. Morda bi poudarili tudi to pri izvoru našega poezije, ki je izbrana v to antologijo, da ste upoštevali tako že izdane avtorje, uveljavljene brane, kot seveda France Balanthič, in pa tudi povsem neznane avtorje. Recimo v Ognju groze glagolam, zbirka Franceta Balanthiča prinaša tudi to pesem Ne najdem domov. Naj jo preberem. Oblaki diši kot ciklamni. Mori neba so temni zaliv. V njih potopljeni kot kamni so ptiči, tiho padajo vsem. Ne najdem domov in poln sem medu. Kako žametna drobna čebela. Rumene so roke od prahu. Nazaj, da bom stresel med rože. Hkrati z neznanimi avtorji ste torej upoštevali tudi recimo med njimi Balanthiča, obenem pa lahko poudarimo, da se kljub temu podnaslovu niste zamejili izključno in samo na poezijo med drugo svetovno vojno, ampak delno tudi na odmeve
ki so nastali vse neko kratek čas po njej. Zakaj tako? Ja, torej, znani veljavljeni avtorji, samo to bi tukaj pojasnila, tako rekoč. Upoštevala sem tiste avtorje, ki sem jih dobila v danem gradivu, to se pravi v tem primeru v Arhivu Slovenca. Nisem šla brati Balankiča kar konkretno iz pesniške zbirke, ki so jo izdali po njegovi smrti. Ampak to, kar je bilo objavljeno, ali pa mišljeno, da je bilo objavljeno recimo v Arhivu Slovenca ali pa v kakšnem drugem takratnem časopisju. Zato tudi ni kakšnega pomembnega avtorja, ki pa je tudi bi zaslužil tukajšnjo pozornost, pa je pač ni. Ker res sem skušala nekako biti poštena do virov, s katerimi sem razpolagala. Nisem hlepela, češ ja pa tega pa da bo knjiga zato bolj všečna. Ne, nisem. Kar se pa tiče tega povojnega, so pa res odmevi nekako, ker sem najprej imela v načrtu, da bi do 1948. leta, ko se je to Exodus končal, ampak sem pa ugotovila, da je pravzaprav to čisto posebna tema, da bi potem nekako že prevagala to prvotno tematiko, pa tudi zato, ker pravno nisem prišla za tistega najpomembnejšega vira, ki je te pesmi hranil, namreč pa najbolj imenovano. Janez Arneš je pripeljal s seboj iz Amerike, ne vem, vagon ali dva gradiva in ga hrani njegov inštitut z njegovim imenom, ampak on sam, dokler je še bil tako zaskrbljen za to gradivo, da ga ni bil pripravljen nikomu drugemu zaupati kot samemu sebi. Mi dve z Denko smo imeli zelo dober načrt, kako bi to izpeljali, da bi prišli do tega gradiva, da ne prišli, da bi ga pregledali vsega, če bi bilo treba. Pa je 2-3 primerke je sam poiskal, dal fotokopiral in ga nama izročil in to je bilo vse. Naprej pa ni šlo. On sam ni se še ni čutil močnega, da bi lahko nadaljeval, to je imel druge načrte. Mi dve smo omagali, sem prosila za pomoč še nekatere ugledne osebe, ki so z njim bile v stiku, da bi se odtajal, pa ni nekako, nismo našli prave poti. Tako da z tega vidika je to vsekakor to gradivo oziroma ta zbirka Torzo, ampak nimam slabega občutka, ker mislim, da bo tisto gradivo, ki ga hrani njegov arhiv, enkrat njegovih objelo, drugače je lahko tudi boljše. Gradivo ste razporedili nekako v 7 poglavij, 7 ciklov, že omenjena prva 2, posvečena domu in domovini. Sledijo pa še poglavja himne oziroma boj, smrt oziroma posmrtnice, osebno in nadosebno vera. Torej, vsa ta poglavja so nekako tematsko opredeljena. Medtem ko zadnje poglavje ste naslovili pesmi in sonetni venci in izpričuje tudi nekako, bi rekla, izjemno obvladovanje same forme pri nekaterih izmed teh avtorjev. Ti sonetni venci so umetelno prepleteni, nekateri z odjekom, drugi z podobo križa, kar vendarle priča tudi o njihovi izobraženosti, razgledanosti, tudi sposobnosti. Morda delim samo odjek iz sonetnega venca Jože Vekševa, ki se glasi: I ti, moj sin, s prerano smrtjo si zadnjo pesem zložil mi za spomin. Cvet moj ni dal semena in se oplodil ni. Ostal boš brez imena, naj to te ne kolhi. Rod tvoj in moj, kriv grob, za vekoma je z menom. Ja, zadnje poglavje sem namenoma posvetila pesmim, ker se mi zdelo, da v tem kontekstu se spodobi, da damo temu nekakšno poanto, nekakšno res
težo, zato da bi se videla ta ustvarjalnost teh ljudi na obeh stranih, to bi rada poudarila, da ne pozabim, ker namreč Paternujeva teza je bila, žal mi je dovolj svojega profesorja nekako korigirati, da so lahko pesmi pisali samo na eni strani, samo pod nekakšnim nabojem revolucionarnega navdiha in to pač ne drži, to dokazuje to gradivo, je pa treba povedati, tukaj je vsega skupaj zbranih okrog 3000 besedil, namreč iz tega ta antologija zastopa 10% zbranega gradiva, to je 334 besedil. Zdaj, ko jih nikoli niso mogli prešteti, zmeraj se nama je kje zataknilo, vsekakor jih je čez 3000, ampak je pa treba upoštevati, da avtorji, ki so tukaj zastopani, ali pa bi bili zastopani, da svojih besedil niso mogli hraniti. To je vse, kar je ostalo pač v dostopnih arhivih, medtem pa tisto najžlahtnejše gradivo, ki smo ga pridobivali na prvi strani pri avtorjih sami doma, ko ga niti niso upali dati v javnost, ker ni bilo zaželjeno, ker ni bilo oportuno v skladu s političnimi komisarji, če že hočemo, no? So ga hranili zase in tisto gradivo daje ceno tudi pesništvu, korpusu pesništva na prvi strani. Tukaj pa te možnosti ni bilo, ker so bili pač pobiti, pomorjeni, izgnani oziroma begunci in tako naprej. Jaz sem se sicer trudila, da bi prišla do njih v Argentini, tudi doma, pa sem prišla pred zaprta vrata, da ne imenujem ljudi, ki mi nekako niso zaupali. Jaz sem jih razumela, čeprav mi je bilo silno žal. Jaz sem se pač ukvarjala zelo srčno in zvesto s prvo stranjo in niso verjeli, da se lahko tudi z drugo enako pošteno, enako. Ker želim in se trudila zmeraj biti do vseh enako korektna, enako človeška, če že hočete, če antropološko gledamo. Jaz nočem presojati, oziroma na podlagi izkušenj, ki sem jih pridobila z avtorji, srečevanji z avtorji, jaz sem, verjamete, bolno od žalosti prihajala srečen z avtorji na prvi strani. Bolno od žalosti, leta in leta, in najbolj sem zato tukaj pošteno zbolela. Pa ne zato, hvala Bogu, da sem tukaj. Hočem povedati to, da ti ljudje verjamem, da mi niso mogli zaupati. No? A ja, to bi rada, no sem manje se trgljeni. Na podlagi teh izkušenj z ljudmi sem z vsakim posebej sočustvovala, kako in kaj se je dogajalo in ne morem jaz soditi, kako se je kdo odločal v dani situaciji. Ne morem in ne smem. Ne vem, kako bi se jaz, ne vem, kako bi se vsak od nas prišel takšno ali drugačno situacijo. Ne vem. Eni so dali življenje, enega pa niso. In zato smo tukaj. Ali pa ste, ali pa so tukaj. Težko je presojati take reči. Jaz tega ne smem in ne morem. Hvala tudi za to zelo ekspresivno osebno izkušnjo pri zbiranju tega gradiva. Vendarle pa ste doživeli poleg bolečine, ki ste jo opisali, tudi trenutke morda radosti ali pa vsaj veselja, ko ste odkrili tudi avtorje, skoraj tako rekoč celotne pesniške zbirke, med njimi je tudi Anton Seliškar. Ja, Anton Seliškar, to ni Tone Seliškar, to je Anton Seliškar. Doma, jaz sem se z njim srečala že prej, pri pesnjenju med Prvo svetovno vojno. Tam kaže, da bi bil doma iz Slovenj iz Slovenj-Gradca, ampak pesniki so pa v tej knjigi njegove in med najboljšimi s kolegico, ki je korigirala te pesmi, sva obe istega mnenja prepričani, da bi njegove pesmi zaslužile posebno objavo. In upam, da se bo to zgodilo. Če ne
upam. No in tukaj sem včeraj dobila še, sem pa iskala iz mojih papirjev, en rokopis njegov, na katerem se vidi, da je potegnil iz okna. In on piše, med drugim tudi je ta pesem, ki govori o požigu. Ne boš mi gor ali pa ne vem, o kateri piše. Zelo impresiven, imeniten, dober pesnik, no, ampak kar se tiče lepih stvari pri srečevanju z avtorji. Ja, se spomnim ene avtorice, ko je rekla na prvi strani, se mi ne zamerite, prosim, ker sem z obema stranima nekako prepojena. Iskala sem to, ker je bila srčna pesnica v Podlomku v Sevški dolini, pa nič nobenega, samo rokopis, nič. Potem sem pa se spomnila, da je bila očitno partizanska učiteljica. In potem sem se spomnila, da je nekdo iz mojega rojstnega kraja tudi učitelj neke vrste, oziroma iz dokumentov, ki smo jih listali na metro fasciklo, smo prelistali, da smo dobili kakšno pesem. Zmeraj sem upala, da bo boljša, kot kakšna, ker so bili nekatere zelo nebodene. In sem potem tega človeka prosila, če se kaj spomni, avtorica z imenom Kristina. In se jo spomnil in potem se mi pisala, in ko sem bila v Češkem na šoli za češčino, sem jo sanjala, kako so se dobili, pa pridem domov, pa ni bilo nič, pa še enkrat pišem, no pa potem mi pa napiše, rada bi spoznala človeka, detektiva, ki po pisavi spoznala popolnoma tujega človeka. To je bilo tako veliko odkritje in zadoščenje, nje in mene. In potem sem se dobila z njo in drugimi in so mi celo dopoldne pele partizanske pesmi, pa zelo lepe. No, to je ena stran. Druga stran je pa tudi partizan, je bila pa ena huda zgodba, kako so nekega, v kateri je padel Nemc, no, in ta isti avtor, mislim, da so bili celo prvoborsko družino iz prvoborci, me je prosil, da napišem, kako se je to zgodilo. Da sem samo gledala, da jaz ne to napišem, sem vendar čez druge baže, recimo. Ampak je TV15 to objavil in moram reči, da mi je zelo odleglo, da so bili tako velikodušni eni in drugi. Hočem s tem povedati to, da nismo črno-beli, ampak smo eni takšni in drugačni, zmeraj na vsaki in na obeh straneh. In tukaj mi je pa najlepše, največje zadoščenje, ko grem v Rog, pa se tam pogledam v tiste grozna brezna, pa jame, pa sem tukaj, zdaj je seznam, prav tukaj, da sem ga označila. To je, jaz to ne rečem, kenotaf avtorjem, tukaj so navedeni vsi, ki sem jih mogla odkriti, navedeni in, to se pravi, znani in manj znani ali pa sploh neznani. In pa sem prebirala seznam teh, ki so počasno v Gorici, zdaj nekateri razkriti, jih je 8, ki so tukaj noter navedeni, 8. Najbolj jih je še več, samo so tudi pseudonimno. Meni je zelo odleglo, jaz sem leta in leta trpela, a mi bo dano, da bom to knjigo spravila na danes. Da bi vendarle, kar jaz lahko naredim za spravo, če že hočem. Čeprav zadnje čase pravijo, ta beseda zelo ni prava, ampak jaz srčno upam, da mislim. Kar se mene tiče, da sem mogla narediti za obe strani, kar sem mogla. Drugi bo enako ali drugače ali boljše. Tako ne. Ampak kar sem mogla, sem jaz naredila. Hvala Bogu. Govorili ste predvsem o tem, kar povezuje ene in druge pesmi, kjer bodi si domovinska tematika, ljubezenska. Kar pa je vendarle specifično za pesnike, ki so zbrani v tej antologiji, oziroma najbolj izrazito, pa je vendarle odnos do Boga. Njihova religioznost, ki se seveda odraža tudi ob trenutkih, recimo religioznih, verskih praznikov, krščanskih praznikov.
taka je pesem avtorja, neznanega avtorja Nocoj, ko zvezde zlatih žarnih soj čez širno zemljo je razlit. Trjavi vstaja rahel svit, ko v hlevčku se v polnoči zveličar sam za nas rodi. Ubog, ko drugi v času sem nadlog, z očetom mati v grobu spi in bratov sester živih ni. In nimam kam bi šel domov, požgan je zrušen rodnikov. Gorko je vendar v srcu in svetlo, ko vabi z jaslic me otrok, ljubeče razprostrtih rok, da me pritisne na srci, obriše mi z oči suzi. To noč se v duhu zbere kot nekoč družina vsaki jaslica. Ne bo me več pokojnih strah, kot v hiši rodniku toplo, se k meni se spusti nebo. Ta izjemno globoka vera tudi v največji bolečini je morda zelo močno sporočilo za vsak čas, ko trpimo. Ja, prva stran se je tukaj imela oporo v organizaciji, v strukturi boja, ne, je bila zelo kompaktna, morala je biti za to. Medtem ko druga stran, žal vidimo danes, ne, više pravzaprav ni imela prave govoriti, ker se zgleda, ker se je potpuhnila, kako reče. In so zato bili, ni lepo reči prepuščeni Bogu, ampak to je bila edina njihova rešitev vsakega posameznika, da se je opiral na Boga, skratka na versko izročilo. Tudi pri praznikih se to zelo dobro vidi, na to, kako ne rečem, tisočletja utrjeno strukturo v našem narodu, v Evropi nasplošno. Ena je zunanja, seveda, organizacija tega, druga je pa tisto notranja. In tukaj je prišlo do izraza ta notranja, ker je bila tudi edina oblika komunikacije marsikdaj. Ljudje se takrat niso upali pogovarjati javno o svojih čustvih, o svojih razpoloženjih, o svojih stališčih, še najmanj. In so si pomagali potem tudi s takimi izjavami, s pesmimi pač. Dobre ali manj dobre, nekaj je tukaj, kakršne pač so. Ta zvanja cerkveno leto, da če sem konkreten, je pa to pri tem zelo pomagalo. In kaj lepšega, kaj bolj tolažilnega, pravzaprav, če so našli to oporo in da so jo našli. In jaz tukaj nisem smela mimo tega, da bi to zgrešila, čeprav tudi na prvi strani sem pripričala, da je bilo tega veliko. Samo ni pa prišlo v javnost, pač ni pa šlo, ker niso bile okoliščine ustrezne, da bi lahko to napisali. Saj je tudi nekaj pesmi, saj imam tukaj v eni knjigi prav eno izjemno široko poglavje na temo krščanske motivike v slovenskem NLB, pesništvu in veri slovenskih starcev. In sem zelo ponosna, da je urednica Borca, da so to spravljali skupaj v eni teh knjig, drugi mislim, da ni bilo proti objavi tega poglavja, ampak ga je sprejelo brez komentarja, ker je bilo to res. Dejstvo takem so tudi zelo močne metafore, tudi na tej strani. Iz te strani, skratka, iz te tradicije krščanstva, če lahko tako rečem. Morda za zaključek tega pogovora, veliko sva že danes govorili o spravi, tudi sami ste dejali, da je ta beseda pogosto že tudi zlorabljena ali kakorkoli izrabljena. Pa vendarle, kako je možna sprava znotraj literarne zgodovine? Govoriti na eni strani o domobranskem pesništvu pomeni na drugi strani to pesništvo druge strani imenovati komunistično ali revolucionarno, torej s pravim imenom, če dajemo politično oznake. Ali ni bolje, da bi v literarni zgodovini
dari oznake, ki so tipično literarne, zgodovinske, ljubezenska medvojna lirika, tudi recimo religiozno-pesništvo med drugo svetovno vojno in tako dalje. Kako narediti antologijo, ki bo torej povezovala vse in kako tudi v slovenski literarni zgodovini na nek nov način skozi vašo antologijo premisliti stare kategorije in kategorizacije. Ja, tega vprašanja sem zelo vesela, ker bom lahko imenovala mojega profesorja Franceta Žužalca, ki je napisal o tem en velik članek v jezikovoslovstvu, je bil objavljen in je nekako, bomo to rekli, je bil zadržan do posebne kategorije desnine na drugo svetovno vojno, ki ga je vpeljal Boris Paterno. On je namreč predlagal, oziroma bil je prepričan, da je primerno, da se to vključuje v socialni realizem, ki se je začel že pred vojno in se nadaljeval po drugi svetovni vojni. Da je to del socialnega realizma. To je bila njegova teza. Jaz se tukaj ta hip ne morem odločiti presojati, ker to je res, so zadolženi za to bolj meritorni ljudje od mene v tem pogledu. Ampak ko sem pa jaz sama dobila pač v zaušnico v tem pogledu, smo se dajali z enim avtorjem na prvi strani v Ljudskem dnevniku celo in potem sem mu napisala nazaj naslov članka in sem bila ponosna, da se ga objavili, da se resnica prav spozna in treba čuti dva zvona. In med drugim sem napisala, če smem, imamo samo razmerje, namreč oni so bili protestirali, sem imenovala tudi drugo stran in potem tukaj razlagam njemu razmerje do demografskih pesnikov, tako kot noben zdravnik praviloma ne sme ločevati med belimi, črnimi, rdečimi in rumenimi, tako tudi literarna zgodovina, če naj to res je, načelno ne sme vnaprej izločati glede le na svoje strokovne kriterije, tako imenovanih belih, roza, rdečih, plavih, zelenih, nasobodorovnična. No, skratka, hočem povedati, da literarna zgodovina, literarna veda ne sme, ne more, po mojem ne sme tukaj biti enostranska, ampak mora kompletno. In če bi to dvoje zdaj kompletno raziskovala strogo z literarno-vednimi kategorijami, mislim, da bi prišla do zelo imenitnih ugotovitev. In najbrž je to še čaka. Pred vas sva s to debato izvali tudi občinstvo, morda je kakršnokoli vprašanje, ugovor, prigovor. Če ni, naj posebej poudarim, da je tej zbirki dodan tudi niz slik na temo sprave, pa tudi na temo razdora ali slovenskega razkola. Med njimi tudi slika akademika Jemca, ki nekako še dodatno z drugo, bi rekla, govorico in z drugačno govorico pravzaprav osvetljuje to poezijo. Obenem dovolite, da se seveda najprej iskreno iz srca zahvalim akademikini profesorici doktorici Mariji Stanovnik, ker je mnogim neznanim avtorjem postavila križ na njihov grob in napisala njihovo ime. Hvala tudi Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, ki je bila pripravljena finančno podpreti izdajo to knjige. Hvala vsem, ki so pri pripravi knjige, ki je seveda izredno zahtevna zaradi celotnega pridobivanja, navajanja in tako dalje arhivskega gradiva sodelovali. Dovolite, da jih nekaj naštejem. Že omenjena gospa Zdenka Primožič, lektorica Kristina Sluga, z strani Arhiva Republike Slovenije Anja Pavlič,
in pa seveda dragocena urednica Slovenske matice Zarika Snoj-Verbovšek. Dovolite, da je bil morda ta pogovor nekakšen poklon na jutrišnji dan spomina žrtev komunističnega nasilja, ki se ga bomo jutri, upam, da s pieteto spominjali, tudi Slovenska matica, ki bo ob 12. uri pripravila posvet. Dovolite pa še besedo akademiki. Ja, dovolite, da stavim besedo in to srčno zahvalo Slovenski matici, najprej tukaj moji sosedi gospe Ignaciji, da je bila tako pogumna, da je predlagala izid knjige pri cenjeni slovenski založbi, potem Miljani Cinta, da je bila spet tako pogumna, da je pripravila vse za Slovensko javno agencijo za knjigo, da je bila sponzorirana tudi z njene strani in na koncu gospe Zariki Snoj-Verbovšek, ki je bedela nad skrbno, temeljito ureditvijo knjige. Res vsem trem srčno, iskreno hvala. Brez vas je ne bi bilo knjige. Hvala. In hvala vsem vam, ki ste prišli.